Prišel je v Jeriho in šel skozi mesto. Tam je bil mož Zahej po imenu. Bil je višji cestninar in bogat človek. Poskušal je videti, kdo je Jezus, pa ni mogel zaradi množice, ker je bil majhne postave. Stekel je naprej in splezal na divjo smokvo, da bi ga videl, kajti moral bi iti tam mimo. Ko je Jezus prišel na tisti kraj, je pogledal gor in mu rekel: Zahej, hitro splezaj dol. Danes moram namreč ostati v tvoji hiši. In takoj je splezal dol in ga z veseljem sprejel. Ko so to videli, so vsi godrnjali in govorili. Ustavil se je pri grešnem človeku. Zahej pa je vstal in rekel Gospodu: Gospod, glej, polovico svojega premoženja dam ubogim. In če sem koga v čem prevaral, mu povrnem četvirno. Jezus pa mu je rekel: Danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on Abrahamov sin. Sin človekov je namreč prišel iskat in rešiti, kar je izgubljeno. Ko so to poslušali, je dodal še priliko, ker je bil blizu Jeruzalema in so mislili, da se bo Božje kraljestvo pojavilo takoj. Rekel je: Neki človek plemenitega rodu je odpotoval v daljno deželo, da bi si pridobil kraljevsko oblast in se vrnil. Poklical je svojih 10 služabnikov, jim razdelil denar, 10 min in dejal: Trgujte, dokler ne pridem. Njegovi podložniki pa so ga sovražili. Poslali so za njim poslance s sporočilom: Nočemo, da bi ta zavladal nad nami. Zgodilo pa se je, da se je vrnil, ko je dobil kraljevsko oblast. Ukazal je, naj mu pokličejo služabnike, ki jim je izročil denar, da bi izvedel, kaj so prigospodarili. Pristopil je prvi in rekel: Gospod, tvoja mina je pridobila 10 min. In rekel mu je: Prav, dobri služabnik, ker si bil v malem zvest, imej oblast nad 10 mesti. Pristopil je drugi in rekel: Tvoja mina, gospod, je pridobila 5 min. Tudi temu je rekel: Tudi ti bodi nad 5 mesti. Prišel je spet drug in rekel: Gospod, tu je tvoja mina, ki sem jo hranil v prtiču. Bal sem se te, ker si strog človek. Jemlješ, česar nisi vložil, in žanješ, česar nisi vsejal. Rekel mu je: Po tvojih ustih te bom sodil, malopridni služabnik. Vedel si, da sem strog človek, ki jemljem, česar nisem vložil, in žanjem, česar nisem vsejal. Zakaj torej nisi vložil mojega denarja v hranilnico in bi ga jaz ob vrnitvi dobil z obrestmi vred? In rekel je tistim, ki so stali zraven: Vzemite mu mino in jo dajte tistemu, ki jih ima 10. Oni pa so mu rekli: Gospod, ima jih že 10. Povem vam, vsakemu, ki ima, se bo dalo, in tistemu, ki nima, se bo vzelo tudi to, kar ima. Te moje sovražnike, ki niso hoteli, da bi jim jaz zakraljeval, pa pripeljite sem in jih pobijte pred menoj. Ko je to povedal, se je napotil proti Jeruzalemu. Hodil je spredaj. Ko je prišel v bližino Betfage in Betanije, k gori, ki se imenuje Olska, je poslal 2 izmed učencev in jima rekel: Pojdita v vas, ki je pred vama. Ko prideta vanjo, bosta našla privezanega oslička, na katerem še nikoli ni sedel noben človek. Odvežita ga in odpeljita. Če vaju kdo vpraša, zakaj ga odvezujeta, recita takole: Gospod ga potrebuje. Učenca, ki sta bila poslana, sta odšla in našla, kakor jima je povedal. Ko sta odvezovala oslička, so jima njegovi gospodarji rekli: Zakaj odvezujeta oslička? Rekla sta: Gospod ga potrebuje.
in odvedla sta ga k Jezusu. Vrgla na oslička svoja plašča in nanj posadila Jezusa. Ko je šel naprej, so razgrinjali svoje plašče na pot. Ko se je že bližal pobočju Olske gore, je začela vsa množica učencev z močnim glasom veselo hvaliti Boga za vsa mogočna dela, ki so jih videli. Govorili so: Blagoslovljen kralj, ki prihaja v Gospodovem imenu, v nebesih mir in slava na višavah. Nekaj farizejev iz množice mu je reklo Učitelj, pograjaj svoje učence. in odvrnil jim je: Povem vam, če ti umolknejo, bodo kamni vpili. Ko je prišel bliže in zagledal mesto, se je zjokal nad njim. Rekel je: Da bi tudi ti na ta dan spoznalo, kaj ti prinaša mir, tako pa je prikrito tvojim očem. Prišli bodo nad te dnevi, ko te bodo sovražniki obdali z okopi, te oblegali in stiskali z vseh strani. V tla bodo poteptali tebe in tvoje otroke v tebi in ne bodo pustili kamna na kamnu v tebi, ker nisi spoznalo časa svojega obiskanja. Ko je stopil v tempelj, je začel izganjati prodajalce. Rekel je: Pisano je, moja hiša naj bo hiša molitve, vi pa ste iz nje naredili razbojniško jamo. Vsak dan je učil v templju. Veliki duhovniki, pismouki in prvaki ljudstva pa so iskali priložnost, da bi ga umorili. Vendar niso našli načina, da bi mu kaj storili, kajti vse ljudstvo se ga je oklepalo, ko ga je poslušalo.